SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu SBC Aktualno. Danes bomo govorili o proračunu, novih davčnih obremenitvah in na splošno stanju v slovenskem gospodarstvu. Zato bom danes gostila tri, že zdaj lahko rečem, zanimive sogovornike, in sicer so z mano dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta, predsednik uprave NLB, Blaž Brodnjak, ki je tudi predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije, in pa Janci Binčič, odvetnik, hkrati tudi član upravnega odbora SBC. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vsem, dobrodošli seveda v našem studiu. Začnemo z vami, dr. Kračun. Na kratko, kakšno je trenutno stanje v slovenskem proračunu v letošnjem letu, kako dobro oziroma slabo, in predvsem, kaj bo v prihodnjem letu, glede na to, da se obeta kar nekaj novih davkov in tudi obremenitev? Letošnji proračun je predvsem karakterističen po tem, da je sorazmerno kaže na slabo načrtovanje. Namreč po 10 mesecih, če gremo po dinamiki porabe, bo poraba za približno milijardo nižja, kot pa je bila načrtovana, medtem ko prihodki proračuna grejo približno po dinamiki, kot je bila predvidena. Zdaj seveda z gospodinjske logike to ne bi bil problem, pač nekaj prihranimo, ampak pri proračunu pa problem najprej, kar kaže na slabo kvaliteto načrtovanja. Drugo pa je proračunski primanjkljaj bo manjši, kot je bil napovedan, in percepcija vseh, ki opazujejo Slovenijo, je že odkar je bil ta proračun sprejet, da bo proračunski primanjkljaj preko 3% bruto domačega proizvoda, ampak vendarle ne bo presegal 3% bruto domačega proizvoda, vendar bo lahko Slovenija to svoje partnere prepričala šele prihodnje leto, da je za nazaj bila boljša, kot je bilo napovedano. Drugi, resnejši problem pa je v tem, da je osnova za porabo v prihodnjih letih zasnovana visoko, torej na oceni letošnje porabe, kar seveda pomeni, da bo dejanska poraba prihodnje leto bistveno višja, oziroma stopnja rasti dejanske porabe bistveno višja, kot je to smiselno. Če gledamo proračune, naj bi bila od dejanske letošnje porabe prihodnje leto višja skoraj za 10%, kar je seveda nelogično in kar tudi daleč presega normalne stopnje gospodarskega potenciala. In zaradi tega ugotavljamo, da je proračunsko načrtovanje tudi za prihodnja leta temelji na nerealni osnovi, na previsoki osnovi, kar seveda omogoča previsoko porabo tudi prihodnje leto in s tem ekspanzivno fiskalno politiko, ki trenutno zaradi inflacije ni primerna. Vprašanje torej za vas, na podlagi tega se obeta kar nekaj novih obremenitev, nekatere so bile že sprejete, nekatere še prihajajo. Vaša ocena, katera od teh je dejansko smiselna in bi jo kot gospodarstvo pozdravili, katere pa se vam zdijo popolnoma nepotrebne in v bistvu samo za to, da se upraviči ta očitno prenapihnjena poraba, ki je morda niti ne bo? Torej, profesor Kračun je omenil, da je načrtovanje očitno precej nezanesljivo in da je dejanska poraba manjša. In predvsem mene skrbi, da napovedujemo nove davčine na podlagi enkratnih dogodkov, ki so pogojeni z nekimi vremenskimi pojavi. Zdaj napoveduje se seveda davek na bilančno vsoto bank, napoveduje se seveda povišanje davka od dohodka pravnih oseb. Nekatere druge davščine so bile napovedane, za katere zdaj slišimo, da jih bojda na ravni posameznikov oziroma gospodinjstva naj ne bi bilo. Predvsem se precej vehementno opleta s temi napovedmi, kaj se bo uvedlo, in brez da imamo potem res jasno predvidljivo sliko o tem, koliko dejanske porabe je sploh prisotne oziroma koliko je potrebne zaradi realne presoje dejanske škode te ujme, enkratne ujme. Jaz kot bančnik ne nasprotujem uvedbi davka na bilančno vsoto kot neke vrste seveda doprinosa bančnega sektorja k splošnemu razvoju gospodarstva in tudi seveda odpravi posledic ujm. Me pa skrbi, če se tako visoke odločitve uvajajo za sanacijo enkratnega fenomena.
Ne? Zato, ker kaj pomeni to v ponavljajočih se okoliščinah. Namreč vremenske spremembe so tu, klimatske spremembe so novo dejstvo, mislim, temu ni mogoče dejansko več oporekati. Ne? In prav lahko pričakujemo, da bodo to vrstne ujme se ponavljale v naslednjih letih. Ne? In da bodo škode more biti v naslednjih prihajajočih še višje. Zdaj, kar nas seveda izrazito skrbi, kakšna je dejansko realna ocena te škode. Če ni 10 milijard, ampak je dejansko realno 2,7, 2,9 ali celo manj, ne? Ali je potem sorazmerna obremenitev bančnega sektorja, ne, primerna ali ni primerna, oziroma je prisotna pri tovrstnih napovedih ali ne. Če banki prispeva 500 milijonov k sanaciji morebitne škode 2,5 milijard, je to 20% prinos. Ne? Kar nas kot gospodarstvenike oziroma gospodarstveniki, ko govorim, izrazito skrbi, je, da smo imeli dejansko porabo proračuna leta 2019 okrog 10 milijard, zdaj se ponapovedujejo, očitno precej nerealno presojene, vrednosti okrog 16 milijard, kar je v 4 koledarskih letih povečanje praktično za 60%. Se pravi, preden se posega v sistem z novimi davščinami, kar seveda vpliva na predvidljivost poslovnega okolja, bi bilo primerno najprej seveda pogledati higienično, ali se dejansko pogovarjamo o primerni porabi, primerni višini porabe in ali smo dejansko postrgali, tako kot se je govorilo, na vseh koncih v javnem sektorju in pri socialnih transferih in tako naprej. 60% rast se zdi absurdna. Iskreno v 4 letih 6% rast proračuna kot napovedovanih zneskih se zdi absurdna. Mi v gospodarstvu se tega sploh ne znamo predstavljati. Morda vejo kaj, kar vi ne veste. Bega nas, da ne razumemo povsem zakaj. In bega nas, da se napovedujejo res tako zelo visoki zneski, s katerimi se seveda upravičuje pridobitev pomoči iz evropskih strukturnih skladov in tako naprej, kar seveda pozdravljamo in čestitamo za to vrstne dosežke, kar so pričakovali nekateri od udeležencev vladi, oziroma članov vlade, jim čestitamo, če pridobijo te 400 milijonov, samo če pridobijo te 400 milijonov, pa zavarovalnice prispevajo 380, pa banke 500, koliko je dejansko ocenjena škoda in ali moramo za to obremeniti celotno slovensko gospodarstvo. Mi trdimo, da smo sredi 100-letnega ciklusa priložnosti premika globalnih nabavnih verig in je zdaj osnovna teza biti mednarodno konkurenčen, da bomo deležni koristi tega premika v srednjo Evropo, ne pa da bomo seveda izpadli iz te igre. Države v regiji absolutno se ukvarjajo s celovitimi davčnimi prijemi, ki naslavljajo konkurenčnost. Mi z davčnimi dodatnimi obremenitvami, ko smo že itak preobremenjeni, ko gre za delo, in zdaj bomo tudi ta davek, ki je bil recimo vsaj približno konkurenčen od dohodka pravnih oseb, povišali, medtem ko ga drugi znižujejo ali pa zdržujejo na nižjih ravneh, bomo dejansko prizadeli konkurenčnost, ne povečali konkurenčnost. In to v tem trenutku zagotovo ni pravi korak. Rekli ste, naravne katastrofe in ujme so postale dejstvo, verjetno bojo ti davki, kot smo že vajeni v Sloveniji, postali dejstvo in ne začasni davki, kot smo že nekajkrat slišali, pa nikoli niso bili začasni, ampak so postali kar stalni. Ja, to mi govorimo, da je primerno seveda, če še govorimo o odločitvah, to potem v ta sklad, ki bi napajal obnovo, pozicionirati na način, da ta denar gre za sanacijo prihajajočih ujm v naslednjih recimo 10 letih. Če rečemo, da gre za sanacijo ene ujme, kaj to vpliva na predvidljivost poslovnega okolja, vlagatelje, mi smo javna delniška družba, ki kotira na londonski borzi, tudi ne samo ljubljanski, imamo globalno vlagateljsko bazo, kaj naj jim rečemo, če se nam bo zdaj vzelo 160 milijonov v 5 letih, kaj bo, če pride do ponovne ujme, 660 milijonov? Na ta način s tem ni mogoče upravljati. Vprašanje je torej za vas, katera od teh dodatnih obremenitev, nekatere so tudi nevezane na popoplavno obnovo, recimo za dolgotrajno oskrbo, pa zdaj se govori o pokojninski reformi, kjer naj bi se izenačila stopnja plačila delodajalca in delojemalca na 12-13%, pa že večkrat omenjeni davek od dobička, bilančna vsota zadeva samo banke. Katera od teh novih obremenitev po vašem mnenju najbolj bremeni slovensko gospodarstvo in kater del? So to velike mednarodne korporacije, tipa NLB, ali je to bolj ta srednji del gospodarstva, torej mala in srednja podjetja, ki so v bistvu temelj slovenskega gospodarstva. Nažalost, nimamo prav velikih skupin, ki bi zaposlovala po tisoče in tisoče ljudi. Ja, zdaj v bistvu takole je. V zadnjem času smo res v bistvu priča enemu ogromnemu naboru nekih dodatnih obdavčitev oziroma dodatnih nekih bremena. Zdaj, kaj od tega bo dejansko v bistvu sprejeto, pa kaj ne bo ob letu, ki se je v bistvu recimo v zadnjem letu dni, težko sploh vemo, zaradi tega, ker v bistvu napovedovale so se davčne reforme,
v precej širokem obsegu, na koncu smo videli, da iz tega ni bilo nič. Potem so se napovedovale določene druge reforme, smo se spet zaleteli v steno. Tako da v bistvu je težko zdaj sploh predvideti, katere reforme oziroma katere obdavčitve bo dejansko šle skozi. Kar se tiče, če bi mogel eno izpostaviti, je davek od dohodka pravnih oseb. To bo bistveno bolj prizadelo večja podjetja kot manjša podjetja, ampak problem je pa, da je tukaj psihološki učinek na mala podjetja enormen. Nam se dogaja, da v bistvu zelo veliko podjetnikov sprašuje, kako bi lahko svoje poslovanje preneslo na Hrvaško. Hrvaška je 100 km stran. Večina od teh podjetnikov ima tam tudi svoje nepremičnine. In jim ni problema se dejansko preseliti čez mejo, pa tam v bistvu nadaljevati svojo podjetniško pot. Namesto, da pač v Sloveniji plačujejo davke zdaj po novem, če bo sprejeto 21% oziroma 23%, jih raje tam plačujejo po 10% oziroma 18% nad milijonom dobička. In to je v bistvu nek psihološki efekt, ki pa dejansko v bistvu zelo veliko nevarnost predstavlja za bodočnost oziroma za prihodnost Slovenije. Ker če bomo mi izgubili ta, recimo, SME sektor, ki se bo preselil čez mejo zaradi tega, ker to lahko naredijo, ker so bolj fleksibilni kot velika podjetja, ki tega ne morejo ravno čez noč narediti, mene skrbi, kaj bo potem ostalo našim otrokom, kje bojo delovna mesta in tako naprej. In pri davkih je ena zanimiva zadeva, da nekaj časa v bistvu velja, da višji, ko je davek, več bi mogli biti dejansko prihodkov v proračun. Ampak ta krivulja se enkrat obrne navzdol. Če je previsoko obdavčitev, začne kapital bežati ven, začnejo podjetja bežati ven, tujih investicij ni, potem pa imamo problem. Ker ko se pa krivulja enkrat navzdol obrne, je pa zelo, zelo težko obrniti spet nazaj gor. In to je največji problem pri tem. Slišali smo že, da mora biti davčno okolje predvidljivo, vi pa ste omenili, da je proračun zelo predvidljivo, pa hkrati ne na podlagi realnih osnov sestavljen in verjetno to ni prvi tak proračun, spomnim se v času korone. Prejšnja vlada je zelo napačno ocenjevala recimo težo teh tako imenovanih protikoronskih zakonov, ki so bili vedno, za razliko od te vlade, ki je poslala v Bruselj oceno 9 milijard 997 milijonov 280 tisoč in naprej do centov. Prejšnja vlada je vse te ukrepe ocenjevala na 2 milijardo. Recimo, če so šli že na 500 milijonov, so že kar dobro zračunali. Odkot tako slabo planiranje in ocenjevanje dejanskega učinka posameznega ukrepa, tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani. Res nimamo na ministrstvu za finance ali pa na vseh ministrstvih nekoga, ki bi znal bolj natančno zračunati, koliko se bo z nečem dejansko denarja priteklo ali v proračun ali odteklo, seveda. No, ste rekli, da je izračun preveč natančen. Ta je zdaj že preveč natančen, ja. Tako bi rekel, včasih se preceni različne škode iz taktičnih razlogov, zelo verjetno pa tudi iz razloga, ker enostavno administracija nima na razpolago dovolj instrumentov, da bi napravila bolj verodostojne izračune. Zdaj, kar se tiče proračunskega načrtovanja, negotovost je visoka. In zaradi tega obstaja pač nekaj načinov, da to negotovost obvladamo. In eden od principov pri načrtovanju je ta, da načrtujemo očiščene prihodke in izdatke, torej brez teh vplivov različnih katastrof in podobne, torej očiščene, vidimo, kako poteka, kakšen je ta strukturni trend fiskalne politike in seveda šele potem, ko prije do konkretnega položaja oziroma odklona navzgor ali navzdol, da potem na to nadgradimo pač konkretne ukrepe. In če mi zdaj pri fiskalnem svetu ta strukturni trend oziroma tako imenovane očiščene izdatke zasledujemo, ampak vidimo, da je tu tendenca precej zaskrbljujoča, kajti ti očiščeni izdatki imajo visoko stopnjo rasti in torej višjo,
kot pa je rast potencialnega proizvoda, ki naj bi bila osnova za rast izdatkov. Tako da ne glede na to, da razumemo, da so zaradi kriz, nekoč je bila korona, sedaj zaradi draginje, zaradi poplav, da pride do hipnega povečanja izdatkov. Ampak treba je predvsem se zavedati, kam pelje osnovni trend proračunske porabe, kako zagotoviti, da imamo na dolgi rok tudi rezerve, in tukaj zopet pridemo na fiskalna pravila, ki so pravzaprav usmerjena tako, da bi v časih konjunkture presežki pravzaprav ustvarjali rezerve za to, da v času recesije, pa v času katastrof pač razpolagamo z zadostnimi rezervami, predno se pač država prisiljena obrniti ali na mednarodna solidarnostna sredstva iz Evropske unije ali pa celo zadolževati se. Zadolževanje je najmanj primeren način za pokrivanje izdatkov. Omenili smo že dva davka, torej davek od dobička in pa davek na bilančno vsoto. Nekaj bo tudi prispeval SDH, kar je bilo očitno bolj na podlagi pozivov javnosti na koncu odločeno kot njihovega lastnega razmisleka. Niso se pa na koncu odločili za tako imenovani solidarnostni davek, ki bi ga plačevali vsi, torej tako zaposleni, SP kot tudi podjetja. Je to zato, ker ukrep čisto politično ni bil všečen, ker pač bi ga plačal vsak od nas, ne glede na to, kakšno je njegovo delovno razmerje oziroma a je lastnik podjetja ali je v njem zaposlen. Ni bil dovolj politično všečen ali kje vidite razlog, da ta davek pa na koncu je bil umaknen z mize? Mislim, ena stvar je seveda nepriljubljenost dodatnih obdavčitev gospodinjstev, ne? Druga stvar pa je izjemna logistična zahtevnost izpeljave tega prispevka. Mi smo se spraševali v podjetjih, kako bomo lahko to sploh dejansko izvedli, ne? Tudi ta sobotna dela in te stvari, storitveni dejavnosti, ki načeloma nimajo teh delovnikov, kaj bi sploh ponujali takrat, ko ljudje niti imajo interesa po naših storitvah, ne? Potem bolje, da se dejansko obdavči za nek transparenten način enkratni znesek in se ne ukvarjamo z tako zahtevno logistiko. Zdaj pa je seveda vprašanje, koga lahko obdavčiš, ne? Ali gospodinjstva ali podjetja. Ne? In tu se vračam k prejšnjim tezam. Najprej moraš razumeti, ali res potrebuješ to vrstno dodatno davčno breme, zato da napajaš seveda proračun. Se strinjam s profesor Kračunom, da zadolževanje, kar za vsako ceno ni primerno, ne? Na drugi strani pa izvorni greh, kar se mene tiče, izhaja dejansko iz koronskega obdobja. Od takrat se je kar naenkrat prenehalo razmišljati o fiskalnih pravilih, takrat se je kar naenkrat začelo razdeljevati in prerazdeljevati in se res preprosto zadolževati. Takrat je to seveda bilo še vedno izrazito ugodno, do lanskega julija, zdaj se pa obrestne mere seveda povsem drugačne. In seveda tudi ta dolg, ki je bil takrat najet, bo na neki točki nadomeščen z bistveno dražjim dolgom in bo takrat breme obresti v proračunu bistveno večje. Takrat se je preveč na lahkotno delilo in prerazdeljevalo, zdaj pa seveda iz tega modusa je zelo težko iziti. Ko si ti vajen na neki velik obseg pravic, je težko seveda posegati v te pravice. In zdaj seveda dodatne potrebe za obnovo, upam, da so dejansko vsaj približno realno ocenjene in je mogoče to postrgati na nek način iz javnih blagajn, preden dejansko, kot sem omenil, ošibimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. To, kar je prej Jan omenil, to se masovno dogaja. Najkakovostnejša delovna mesta v tej državi se selijo na Hrvaško in v Srbijo. Masovno. Koliko je tega, recimo, je to res masovno? In predvsem, kakšna podjetja so to? So to manjša, srednja, so to velika, so to bolj proizvodna, so to bolj storitvena, ali ni nekega vzorca, ki bi ga lahko na podlagi tega ustvarjali? Zdaj, če govorimo o delovnih mestih, gre tukaj predvsem za višje oziroma visoko kvalificirana delovna mesta, kjer so plače višje. Ogromno smo videli v bistvu dogodkov v praksi, kjer je hotela družba v Sloveniji najeti nekega tujega strokovnjaka, zlasti iz IT področja oziroma kakšnega strokovnjaka oziroma pač člana menedžmenta, ki ga potem ni najela zaradi tega, ker se je pač ta potencialni zaposleni odločil, da pač na tak mali oziroma na tak neto ne misli biti tako visoko bruto obdavčen. Tukaj smo imeli največji problem. Velik problem je to, da recimo tudi, ko se išče zlasti na IT področju, ker pač
rekel, industrija v velikem, mislim, v vedno večjem obsegu in zelo pomembna industrija, ne, vse gre v to smer, je največji problem to, da že recimo ljudje iz vzhodnih držav, ne, se pravi Srbija, Bosna in tako naprej, in pa če gremo še malo dlje naprej, ne želijo priti v Slovenijo delati zaradi tega, ker pač, ko dobijo na mizo pogodbo za bruto plačo in si preračunajo ta neto, ki ga bojo ven dobili, se jim to ne splača in grejo rajši drugam delati. Ali pa ostanejo doma, pa delajo v bistvu potem kot nek outsource, za nekega naročnika v tujini, ki pa niti ni nujno, da je v Sloveniji. Tako da v bistvu velik problem je v tem, da pač dejansko Slovenija ne dobiva res visoko kvalificiranega kadra in to je problem, ker ima to vpliv na konkurenčnost. Če nimamo tazga kadra, ne moremo ponujati takih storitev oziroma takih proizvodov delati, kot jih bi lahko, če bi imeli tak kadra. Zaradi česar pač nas vse države po levi in po desni prehitevajo na področju konkurenčnosti. In to je velik problem. Zdaj, kar se tiče pa recimo podjetja, katera se selijo ven, tukaj gre zlasti za storitvena podjetja, pa spet bi IT sektor omenil, ampak predvsem storitvena. Proizvodno podjetje je težko seliti v drugo državo. Tako da, kar pa se seli v drugo državo, so pa razne holdinške strukture, se pravi, da se potem dejansko v bistvu holding oblikuje v tujini. Zato, da to lahko naredi nekdo, je pa pogoj, da se tudi sam preseli v tujino oziroma svoje ekonomsko-socialne odnose oziroma pravzaprav središče preseli Slovenije v tujino. In zdaj, dokler pač Hrvaška ni imela tako ugodno obdavčitev, to sploh ni bil problem v Sloveniji. Tega ni bilo toliko veliko se je včasih selili na Cipr, Luksemburg, Nizozemsko, Malto in tako naprej, zdaj imamo pa Hrvaško 100 km stran. Zdaj pa v bistvu situacija, da pa se človeku, ki živi v novem mestu, ni težava preseliti v Zagreb, in iz Zagreba raje potem upravljati svoje dejavnosti naprej. Ampak omenili smo že neko stabilno okolje, tako proračunsko načrtovanje, davčno, vse. Gospod Brodnjak je rekel, da je osnovni greh v bistvu izvira iz časa korone, ker se je Slovenija nekoliko drugače obnašala kot Hrvaška. Se splača podjetju ob vsakem tekem valu, zdaj se nam vsako leto ali pa 2 leti nekaj novega zgodi, kar nikoli prej nismo mislili, da se nam bo. Se podjetjem splača, zdaj preseliti na Hrvaško, potem bo Hrvaška nekaj novega sprejela, Slovenija si bo nekaj novega spomnila, pa zdaj prideti nazaj. Je to neka komplicirana stvar ali imaš, več podružnic? Ne, te strukture so vedno kompleksne. To se ne naredi iz danes na jutri, tako da to kar nekaj časa traja. Poleg tega je pa zelo pomembno, da imamo ekonomski razlog, da to naredimo. Samo zato, da bomo optimizirali davke, to ni mogoče. Sicer se tudi kdo tega kdaj posluži, ampak to v bistvu potem lahko pomeni tudi kaznivo dejanje ali pa še marsikaj drugega. In če se že nekdo odloči, da bo preselil svoje poslovanje v tujino, pomeni tudi, da se bo sam preselil v tujino. Malo večji izziv je to recimo za mlade družine, se pravi, ko pač je podjetnik nekdo, ki ima otroke v vrtcu in šoli v Sloveniji, to je precej težko, razen če ne preseli cele družine. Če pa gre tukaj v bistvu za neke, starejše starše, ki pa še nimajo družine, ali pa mlajše, ki še nimajo družine, pa ni to tak problem. Je pa v bistvu odločitev o selitvi zaradi tega, da bojo potem živeli v nekem stabilnem okolju, kjer se stvari ne spreminjajo ne vsako leto, ampak vsake par mesecev zdaj že. In pa to toliko več pomeni. In zdaj meni je najbolj žalostno pri vsej tej zadevi to, da se Slovenec odloči preseliti iz Slovenije zato, da bo imel tam neko stabilno in zdravo davčno okolje. To se mi zdi pa v bistvu katastrofalno za Slovenijo in upam, da pač se bo to malo bolj stabiliziralo pri nas. In mogoče, če grem še en korak nazaj, edina konstanta v Sloveniji so spremembe. In to je zelo nevaren za konkurenčnost, za zaupanje tujih vlagateljev, za zaupanje slovenskih podjetnikov in vlagateljev v Slovenijo. Kaj opažate vi kot mednarodna bančna skupina? Ste prisotni povsod razen na Hrvaškem zaradi nekih povsem drugih političnih razlogov izpred bistveno drugačnega obdobja, pa vendarle Hrvaška bo precej dvignila minimalno plačo, Srbija bo precej dvignila minimalno plačo, seveda tudi Slovenija, tako kot vsako leto z 2024 prihaja nova minimalna plača, kakšna bo še ne vemo. Kako vi, glede na to, da ste v 6 državah prisotni, vidite to stabilnost davčnega in nasplošno poslovnega okolja, če primerjate Slovenijo z ostalimi državami regije? 2 dimenziji sta izjemno pomembni. Ena je davčno okolje z ravnmi obdavčitve in predvidljivostjo in stabilnostjo teh ravni. Druga pa je dostopnost do nabora talentov. To je še večji izziv. Države, ki uvajajo pač določene spodbude, predvsem za digitalne nomade,
uspejo zadržati oziroma pritegniti to vrstne talente, ki jih danes praktično uniformno vsi potrebujemo. Slovensko gospodarstvo v tem trenutku potrebuje 16.000 informatikov. Slovenski izobraževalni sistem jih producira 300. Srbski je pred 14 leti z projektom Digitalna Srbija uvedbo obvezne informatike, vključno s kodiranjem v osnovni šolski kurikulum, prišel do točke, da danes proizvaja 12.000 informatikov. In govorimo o razvojnih delovnih mestih. Govorimo seveda o velikem primanjkljaju talentov tudi za rutinska opravila. Tudi v proizvodnji in tudi pri nudenju storitev. Kdo bo zalagal police v trgovinah, kdo bo oskrboval ljudi v domovih za ostarele, kdo bo dejansko nam na šalterjih izvajal aktivnosti banka. Mi imamo s tem zelo, zelo velike težave. Zato se moramo digitalizirati, robotizirati, avtomatizirati in tako naprej. Kdo bo razvijal te rešitve in procese digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije? To so razvojni kadri. Na eni strani informatiki, na drugi strani inženirji. In ti ljudje danes imajo svojo ceno, skoraj sami si jo lahko postavijo. In dejansko jih seveda zanima na koncu neto izplačilo. In zato so mi v zadnjih 18 mesecih v Beogradu zaposlili 100 informatikov, v Sloveniji smo pa jih uspeli identificirati in pridobiti le nekaj, ker tekmujemo za teh 300 vsi skupaj. Se pravi, ena stvar je seveda optimiranje davčnega vidika in do zdaj je v Sloveniji bil davek na obdavčitev dohodkov pravnih oseb relativno konkurenčen in je bil obdavčitev dela izrazit problem. Zdaj pa, če povečujemo še davek na obdavčitev dohodkov pravnih oseb, pa postajamo tudi tu nekonkurenčni. Se pravi, zato prihaja do teh potem razmišljanj, da se pa poleg tega, da se zaradi potrebe po iskanju in angažiranju talentov moramo s svojimi operacijami z razvojnimi oddelki seliti, in to so najkvalitetnejša delovna mesta, najbolje plačana delovna mesta. Če bomo tu zdržali samo proizvodnjo in izvajanje, to so nekvalitetna delovna mesta. To je nizka dodana vrednost. Seveda. In se moramo vprašati, s kakšnimi plačami, kateri ljudje bojo pri nas potem razvojno delovali in vlagali v lastno okolje in trošili tu zakaj. Za katere storitve, za katere proizvode. In to so zelo pomembna sistemska, strukturna vprašanja, s katerimi se, ko tako od hoku pletamo z odločitvami, ne ukvarjamo. Zato mi več zagovarjamo, dajmo dejansko celovito pogledati davčni sistem, dajmo poiskati poti, da razbremenimo odločitev dela, dajmo identificirati žepe premoženja, ki ga je mogoče dodatno obdavčiti, ker tu so seveda nekateri. Če mene vprašate, jaz bi takoj radikalno obdavčil Airbnb, ki je totalno sesul ravnovesje na trgu nepremičnin v Ljubljani, recimo. Jaz bi radikalno obdavčil prazne stanovanja in imate hitro urejen nepremičninski trg in hkrati prijete do nekega davčnega vira. Normalizacija najemniškega trga. Študenti iz Štajerske v Ljubljani se ne dobijo stanovanja po normalni ceni. Ni mogoče. Ker najemniški trg ne funkcionira, ker je 3500 stanovanj v Airbnb oziroma drugih booking platformah. Recimo, dajmo se dogovoriti, da najdemo neke žepe premoženja, ki jih je razumno obdavčiti in dajmo razbremeniti delo in ne posegati v konkurenčnost gospodarstva za temi elementi vidika obdavčitve. In tu pogrešamo to diskusijo. In zdaj ad hoc obdavčevanje na podlagi ene ujme je pa sploh problematično. Če to ne pozicioniramo, kot da gre za dejansko polnjenje nekih kapacitet države za sanacijo po ujmah v naslednjem prihajajočem 10-letnem ali 15-letnem obdobju, ker s tem pa uvedemo pa popolno neprevidljivost v sistem. Kaj lahko naši vlagatelji pričakujemo, ko bo prišlo do naslednje ujme, kjer se bo zgodil grški scenarij z 800 mm v 24 urah ali pa 48 urah? Kaj pa potem? Ali nam bojo vzeli spet toliko, potem so banke vredne nič. Koliko je vredna NLB na trgu, če ne moreš predvideti, koliko boš imel davčnega bremena. In to niso tako enostavne stvari. Če hočemo, sploh če govori ministrstvo finance o tem, da ima enega ključnih ciljev razvoj kapitalskega trga. Kjer niso seveda naredili nič, odkar... To ne bom komentiral, ampak če je eden osnovnih ciljev razvoj kapitalskega trga, potem moraš o teh stvarih celovito razmišljati, preden uvajaš odločitve. Tudi če imaš samo eno banko, ki pa ti predstavlja tretjino sistema, ki kotira na mednarodnih finančnih trgih. Vprašanje za vas, dolgo že spremljate seveda proračunske dokumente. Se da oceniti dvig katerih davkov v bistvu na koncu pod črto ne prinese nič več v proračun? Torej, ravno zaradi selitev, izogibanja in podobno imamo, ne vem, če imamo 100 enot, tudi ko se dvigne za 3 odstotne točke, imamo na koncu še vedno 100 enot, ker se pač imamo toliko in toliko stvari, ki se odlije. In katere davščine, trošarine, kakorkoli, so tiste, kjer dejansko dvig pomeni tudi višji priliv v proračun. No, tukaj nekaj načel, ki so bolj ali manj preizkušena. Predvsem gre za to, da
obdavčenje mobilnih faktorjev praviloma ne prinese dosti, ker so pač mobilni in se lahko izognejo. Ne? Pač pa najprimernejše je obdavčenje takšnih osnov, ki jih ni mogoče premakniti, torej se obdavčenju ni mogoče izogniti, in pa tudi, kjer ne blokirajo, ne zavirajo gospodarske pobude. Zdaj v Sloveniji je zelo jasno, katero je to področje, ki davčno še ni izkoriščeno. Čeprav si ni treba delati iluzij, da s tem lahko rešimo ne vem kaj, ampak nepremičnine v Sloveniji niso ustrezno obdavčene, oziroma primerjalne države bi lahko približno, če gledamo na primerjalne države, bi lahko približno 2% bruto domačega proizvoda pridobili iz obdavčenja nepremičnin, mi pa pridobimo iz takšne netransparentnega obdavčenja nepremičnin samo približno 0,6%. Torej, mi imamo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je precej nesistemski davek oziroma čuden, medtem ko že 15 let se država, politične strukture ukvarjajo s tem, kako uvesti en normalen davek na nepremičnine, ki ima tudi koristne učinke, kajti nepremičnine so, prostor je naravno omejen, torej tisti, ki sedi na nepremičnini oziroma nepremičnino mora uporabljati tisti, ki jo lahko najboljše izkoristi zase in tudi za vse druge, ampak enostavno iz raznih, eno so politični razlogi, drugo je verjetno tudi zahtevnost popisa in vsega, da bi to uredila, tega vira še nismo uporabili. Tako da je to daleč najprimernejši, oziroma rezerva, ki pa seveda, kot sem rekel, 1,5% bruto domačega proizvoda lahko prinese k davčnim. Kar je pa kar nekaj milijard, ne? Ja, to je kakšna milijarda je to, ja. Tako da omenili smo nepremičnine. Vprašanje za vas je še kakšna druga davščina, ki bi jo podjetja bila pripravljena plačati brez nekega večjega upora, pa da bi dejansko pomenila kakšno razliko v proračunu. Sindikati vedno pravijo preveč obdavčene plače, premalo kapital, druga stran seveda pravi nikakor, potem podjetja bežijo. Je kakšna davščina, ki bi se pri nas še dal izkoristiti za večje prilive, ker seveda želje in potrebe so vedno večje od prihodkov, kar pomeni, da imamo vedno primanjkljaj na koncu dolg države. Jaz bi šel v bistvu drugo stran. Se pravi, ko je vlada oziroma ko je bil davek na oddajanje nepremičnin 15%, jaz ne poznam enega, ki ne bi oddajanja prijavil finančni upravi in plačeval davka. Ko so dvignili nazaj na 25%, sem se pogovarjal z številom ljudmi, ki so rekli, da tega ne bojo več prijavljali. In zdaj mene v bistvu res zanima, kakšen je splen oziroma koliko več ali manj je država pobrala na koncu zaradi te spremembe. Torej, teh 10% točk je naredilo tako razliko v glavah ljudi, da dejansko niso več hoteli prijaviti. Drži. Zaradi tega, ker recimo 10% ali pa 15% je nekaj tazga, kar večina ljudi sprejme kot nek davek, ga lahko oziroma ga pač plačajo in s tem nimajo problemov. Čim gre to potem na petino ali pa na četrtino in tako naprej, takrat pa ljudje ratejo kreativni pri tem, kako se temu izogniti. In takrat potem sledi porast gospodarske kriminalitete oziroma kriminalitete proti finančnemu sistemu. In na koncu se bojim, da država v bistvu s takimi ukrepi, kot dvigne davka, naredi več škode kot koristi. Zaradi tega, ker pač zelo lahka računica je vzeti znesek, ki ga je pobrala leto predtem po 15% stopni, povečati to za 10% točk in pač na koncu imajo računico, koliko davka bi mogli priti ven. Približno se mi zdi, da se na tak način vse skupaj loteva pri nas. Ne upoštevajo pa, koliko ljudi v bistvu ne bo potem prijavljalo dohodka iz tega naslova in koliko bojo dejansko tukaj le izgubili. In koliko ljudi bo potem lahko prišlo v prekrškovne ali pa kazenske postopke zaradi tega, ki tudi stanejo na koncu. In potem na koncu se je v neko spiralo vse skupaj zaciklali, s katero je težko ven prideti. Tako da to jaz vidim meni velik problem. Drugače pa v bistvu, jaz sem leta nazaj že pripravil eno študijo, en predlog davčne reforme, kaj bi bilo za Slovenijo dolgoročno vzdržno.
Slovenija zdaj, sistem, kakršen ga ima, je bolj primerljiv sistemu, kakršnega imajo velike države. Velike države, ki imajo svojo industrijo, katera se zelo težko seli čez mejo. Slovenija pa majhna država, ki nima velike industrije. Slovenija bi se mogla primerjati z majhnimi državami v EU, katerim je pa skupno to, da dejansko v bistvu imajo sistem, ki privablja kapital, sistem, ki zadrži domač kapital v Sloveniji oziroma v njihovi državi in obdavčujejo z nizkimi stopnjami veliko maso denarja. In velika masa denarja, krat nizka stopna, je še zmeraj velik denarja v proračunu. Nič denarja ali pa zelo malo denarja, pa davki naviti v nebo, na koncu v bistvu izplenani. In to je največji problem. In zdaj seveda treba pa nekako prehodno obdobje prebrodati. Se pravi, če bi šli zdaj v smer, kakor pač recimo šla Hrvaška ali pa kot velja v Luksemburgu ali pa v Švici, bi na koncu potem v bistvu mogli za vmesno obdobje ta izpad tudi nadomestiti. Ta izpad se v bistvu najlažje nadomesti, vsaj po študiji takrat, ko sem jo delal, z dvigom DDV-ja. Ker zdaj v bistvu, če bi znižali obdavčitev plač, znižali obdavčitev kapitala, bi pomenili to, da bi v bistvu več investicij dobili v Slovenijo, več delovnih mest bi se ustvarjali, ljudje bi višji neto dobili na isti bruto in bi dejansko v bistvu imeli več razpoložljivega dohodka za potrošnjo. Kar pomeni, da bi ves ta denar ali še več potencialno, oziroma glede na to, da pač dejansko bi bilo več zaposlenih, več investicij, dobili več denarja čez DDV, kot bi ga pa izgubili čez zmanjšanje davčnih stopenj, obdavčitve dela in kapitala in dohodkov pravnih oseb. To je nekako na srednji rok. Na dolgi rok je treba spet spustiti DDV, ko dejansko začnejo prihodki prihajati noter v proračun. In to je nekaj, kar v bistvu bi mogla, po mojem mnenju, Slovenija zasledovati. Primerjati se z državami, kjer imajo sisteme, ki funkcionirajo. In to so majhne države, ki so lahko primerljive s Slovenijo. Mi se ne moremo z Nemčijo primerjati. Nemčija je velika, 80 milijonov ima, industrijo ima, mislim, na čist drugem nivoju, in kar se tiče obsega govorim, in mislim, da bi Slovenija mogla, tako kot je Blaž prej omenil, razmisliti, kaj točno je treba narediti z davčnim sistemom od začetka do konca in komplet vse reformirati, ker te mini lepotni popravki, ki jih delamo, jaz mislim, da naredijo več škode kot koristi, zaradi tega, ker v bistvu vsako leto nekaj novega. Vsako leto nekaj novega in recimo v očeh tujega investitorja ali pa domačega investitorja ali pa podjetnika, to pomeni samo to, da si ne bo mogel zračunati stroškov davka za naslednje leto, 2 leti, 3 leta, 5 let in potem rajši izbere drugo okolje. In potem se še kvalificiran podjetnik preseli iz Slovenije, kar pa definitivno ni v interesu Slovenije. NLB se seveda ne bo preselila iz Slovenije, pa vendarle ob novih davščinah, ali lahko kakorkoli optimizirate končno izplačilo, ki bo šlo v proračun, tako čez bilančno vsoto obdavčitev, višji davek od dobička, lahko kakorkoli tlele optimizirate in kalkulirate in predvsem, kaj opažate vi pri poslovanju s svojimi podjetji, se ob takih dogodkih poveča obseg sive ekonomije, morda poveča poslovanje z gotovino, se začne nakazovati na to, da tako kot je prej rekel gospod Sibinčič, da recimo takoj, ko se davek na nepremičnino oziroma dajanje nepremičnine dvigne za 10 odstotnih točk, nenadoma pa so ljudje pripravljeni goljufati, prej še niso bili, to pa je neka meja, kjer se njihova moralnost prevesi v smer denarja in ne več spoštovanje pravil. Mislim, gledajte, striktno regulirana institucija in sistemska institucija Republike Slovenije seveda se ne bo na ta način s tem sploh ukvarjala. Mi bomo davke legitimno plačevali, absolutno v polnem obsegu. Se bo pa samodejno del rezultata prenašal ven, zato ker bomo zaposlovali ključne profile zunaj. In na tek način bomo na ta način Sloveniji imeli drugačne rezultate. Za me je to vprašanje davčnega zajema. In velik izziv pri vsem skupaj je statični pogled v primerjavi z dinamičnim pogledom na dejansko prilive iz davčnega sistema. In tu se absolutno strinjam. Jaz trdim, da je treba razmišljati o tem, kako bomo na dolgi rok seveda zagotavljali čim večjo propulzivnost gospodarstva, ki bo seveda sposobno čim več potem seveda tudi uplačevati ob čim širšem davčnem zajemu. In točka, kjer nastopi seveda balkanski tax avoidance, se pravi izogibanje davščinam, je zelo nizka. V končni fazi pogledajte si fenomen, ko je začela Evropska centralna banka govoriti o uvedbi digitalnega evra. Mislim, mimogrede tega mi še zdaj nihče ni razložil na način, da bi jaz kot bančnik razumel sploh, kaj bi to naj bilo, ker mi evro kot zakonito valuto imamo in je že digitaliziran. Kaj bi naj bila alternativa digitalnemu evru, mi ni jasno.
In zdaj pogledajte, ko so ljudje začeli špekulirati, kaj bo zdaj to pomenilo. Da bo kaj, centralna banka ali vlada nadzirala mojo porabo. Že zdaj je v Republiki Sloveniji delež gotovine pri plačilih na prodajnih mestih 70%. Predstavljajte si, da se zgodi premik na 80%. Kje boste vi evidentirali kak DDV? Pri katerikoli frizerju, pri katerem koli ponudniku neke manjše storitve, kje boste vi kakšne DDV evidentirali? In tudi ECB zdaj sprejema dodatna pravila, kjer bo gotovina ostala. Pa seveda bo, saj v Nemčiji tudi 55%. In predstavljajte si, da se vam zgodi fenomen kristalizacije kibernetskega tveganja in sistemi ne delujejo. Pa se morate gotovino zdržati. S čim boste pomenjali blago? Zaenkrat je to še vedno zakonito sredstvo, plačilno. Zakaj ima Slovenija v bistvu tako velik delež poslovanja z gotovine? Jaz sem bila, ko sem slišala ta podatek, zelo presenečena. Jaz sem prepričana, da plačujemo 20%, tako se jaz obnašam. In sem seveda sklepala po sebi. Zakaj ima Slovenija tako velik delež? In v bistvu se v zadnjih letih, tudi v času korone, ko je bilo svetovano, da naj se plačuje z vsemi ostalimi plačilnimi sredstvi, ni nekako uveljavilo. Sploh zdaj, ko imamo kartice, ko niti več pina ne rabiš nič. Odkje ta navezanost na denar kot tak? Mislim, ni fenomen samo Slovenije. Iskreno. Tradicionalne družbe, tudi Nemci so izrazito navezani na svojo gotovino. Tudi Francozi še vedno več kot 50% plačujejo z gotovino. In ljudje enostavno so pač navezani na to, da na ta način lažje obvladujejo svojo potrošnjo, kot če se digitalizirajo s karticami in z nepredvidljivim potrošnjo, impulzivno. Če imaš gotovino v denarnici, veš, koliko imaš gotovine. Ampak za mene je najbolj fascinantno, da očitno tudi mladi ne zapopadajo mobilnih denarnic, niti kartic, kaj šele mobilnih denarnic. Mi imamo zdaj že to kar nekaj let na trgu in Slovenci smo bili med prvimi 5 na svetu po uporabi brezstične tehnologije. Se pravi, da smo plastične kartice brezstično prislanjali k postterminalom. Smo pa med zelo, zelo nizko uvrščenimi, ko gre za uporabo mobilnih denarnic, da bi plačevali s telefonom oziroma s pametnimi urami. Kar pomeni, da očitno smo tu precej nezaupljivi. Že takrat, ko uporabljamo kartico, želimo raje uporabiti plastiko kot pa telefon. Ne razumemo, da je telefon bolje zaščiten kot kartica. Zato, ker kartico lahko nekdo prisloni, telefon mora podkleniti s tvojim sredstvom, odklepanje recimo. In enostavno smo najprej zelo navezani očitno na gotovino, na drugi strani pa bolj kot se govori o neke vrste nadzoru, bolj kot se govori o davčnem zajemu, ukinjanju potencialne gotovine, večji bo revolt, večji bo odpor, večji bo premik gotovini. In tu enostavno ne bo alternative. Zdaj, jaz trdim, da je projekt uvedbe digitalnega evra zaplezan projekt vnaprej, da se bo izkazal kot izjemno drag in da ne bo nikoli zaživel, ker bodo glasovali za izbiro gotovine, ne za izbiro tega načina plačevanja. Mi imamo že zdaj Flik, mi imamo že zdaj instantno plačilo, ki je praktično zastonj, in je digitalni evro. Kaj bo alternativa? Druge aplikacije, ki si boste namestili na telefon, pa se si ne boste. Zakaj pa si jo, če veste, da bo še potencialno nekdo nadziral? Ma ni teorije. Vnaprej obsojen na neuspeh in to je iluzija evropskih struktur zadnjih 10 let. Trdim, da Evropska unija izgubila kompas v celoti. Poglejte, kaj smo naredili z energetskim vprašanji, kako smo z ostrakiranjem jedrske energije naredili v Nemčiji, pa potem seveda še kje druge. Kaj se je zgodilo zdaj z presežnim ščitenjem pravic na vse konce in kraje. Potroška zakonodaja je šla do ravnikov, več je popolnoma nepredmetno, brezpredmetno, kaj si podpisal. Karkoli si podpisal, bo itak država, banka ali do tretji odškodoval. Tu, če gre za predmet in ceno nakupa. Mislim, to je konec nekega režima odgovornosti. Itak že naši mladinci ne grejo več vojsko, njim treba tega odslužiti, nimajo nobenega režima 6-mesečnega reda, pa tudi civilno služijo, ne odpravljajo posledice poplav. Potem pa itak več jim tudi ni pomembno, kaj podpišejo, ker itak bodo jih nekdo zaščitil na sodišču pred njihovo vlastno nespretnostjo ali pa nesposobnostjo prebiranja dodatnih izjav in podpisovanja dodatnih izjav. A to se nanaša mogoče na sodišče v primerih švicarskih frankov? Ne, to se nanaša na karkoli. Euribor je isto vprašanje, vse so tudi kakršnekoli druge. Zadnja verzija veljavnega zakona o varstvu potrošnikov uveljavlja, skladu s njim spet bolj papežko od papeža, da je tudi predmet in cena nakupa česarkoli lahko predmet spora oziroma predmet uveljavljanja pravice. Pravi, prideš v avtomobilski salon, tist italijanska znamka rdeče barve ti je res zelo všeč, in ti povejo toliko stane, in ti če lahko prideš čez nek čas pa rečeš, da si bil zaveden. Čakajte malo. Kaj je pa odgovornost? Kakšna je pa odgovornost na strani stranke v pogodbenem odnosu, ki je kupec? A ima smo še kakšno odgovornost? Ne gre samo za bančne storitve. Gre za kakršnekoli storitve.
Ne? In tu smo se zaplezali povsem. Ni več nobene odgovornosti, samo še pravice na pravice na pravice. Ne? In zato jaz bi en od prvih ukrepov bi jih uvedel dejansko ponovno obvezno služenje državi. Ne govorim za orožjem, da ne bomo nesporazumeli. Glede na število naravnih ujem, mislim, da bi imeli naravnih dovolj ujem, dela. Naučijo se ti mladi ljudje, ali pa ne vem, v domovih za starejše, kjer primanjkuje osebja in podobno. Mladi ljudje se naučijo na ta način, da so del družbe in da smo soodvisni in da se moje pravice končajo tam, kjer se pravice nekoga drugega začnejo. Mladi današnji teh predstav nimajo več, ker v svojem virtualnem svetu živijo drugače. In 500 všečkov na dan jim daje vtis samo podobe supersonika. In žal je treba dolgotrajno ponavljati rutinske, ponavljajoče se operacije 8 ur na dan, da prideš do šefa pozicije, pa do 5000 evrov neto plače. To traja lahko 10 let ali več. Ne jutri, kot oni pričakujejo, da bo. Dotaknili smo se Evropske unije in njenih zablod oziroma ne. Tudi na ravni Evropske unije se zdaj pogaja o fiskalnem pravilu, kdaj ga uvesti, kako ga uvesti, za koga ga uvesti in kakšne izjeme tukaj dopustiti. Kakšno je vaše stališče in predvsem glede na tako zelo prosto planiranje in pripravo proračunov, kdaj bo Slovenija sploh še spoštovala fiskalno pravilo in ali se tudi naši vladi podobno kot mladim zdi, da nekih pravil ni več treba spoštovati in da se lahko držijo svojih pravil. No, fiskalna pravila niso pravila zaradi samega sebe, ampak predvsem fiskalna pravila pač služijo temu, da bi evropske države uskladile fiskalno politiko in da bi zato tako Evropska unija kot celota, kot tudi posamezne države uživale zaupanje na finančnih trgih. Kajti kdor se drži fiskalnih pravil, pomeni, da ne bo vodil neodgovorne fiskalne politike, to pomeni, se ne bo pretirano zadrževal in predvsem poravnaval obveznosti, za katere se je obvezal, pa če tudi gre za 100-letne obveznice, 100 let plačeval obresti na koncu glavnico oziroma kakršnokoli že amortizacijski načrt. Problem je v tem, da se trenutno članice Evropske unije o določenih podrobnostih ne morejo dogovoriti. Čas se izteka, zato ker razloga, da bi veljali izjeme ni več in ukolikor se ne bo Evropa fiskalno disciplinirala, bo prišlo lahko seveda ne takoj, ampak na en srednji rok tudi do težav na finančnih trgih, najprej seveda za šibkejše države. Nemčija ali pa Francija bi seveda imeli težave mnogo kasneje, kot pa recimo Slovenija ali Malta ali Grčija ali Estonija. In zato je seveda pomembno, da se ne glede na to, kakšna so ta fiskalna pravila, da enostavno Evropa sprejme dogovor o tem, da bomo ravnali fiskalno odgovorno, da tisti, ki kupijo obveznice evropskih držav, imajo netvegano, sicer nizkodonosno, ampak netvegano naložbo. Zdaj pa gre seveda za podrobnosti, bolj zadolžene države bi pač želeli imeti nekoliko bolj fleksibilna pravila, manj zadolžene bi želeli trdnejša pravila. Jaz mislim, da je za Slovenijo bolj smiselno, da se zavzemamo za čvrsta pravila v Evropski uniji in za čim manj diskrecijske pravice in diskrecijskih pristojnosti Evropske komisije. Zato, ker majhnim in šibkejšim državam bolj ustreza čvrsta pravila, medtem ko diskrecijska pravica je pravzaprav instrument, ki si ga močnejši lažje privoščijo in prikrojijo zase. Ampak končno, fiskalna pravila morajo biti sprejeta z širokim konsenzom, zato ker konec koncev jih je potrebno ponotraniti. Vsaka država se mora zavedati, da so to pravila, ki pravzaprav njej omogočijo, ki njej koristijo in omogočijo lažji in uspešnejši nastop na
na finančnih trgih. In zato bi bilo dobro, da Evropska unija ta zadnji mesec izkoristi. Sicer pa, če gledamo na obstoječa pravila, je tako, trenutno je precej držav daleč od MTO-ja, torej od strukturnega ravnovesja oziroma od cilja, ki ga določajo fiskalna pravila, in obstajajo procedure, s katerimi se MTO-ju približujemo, torej fiskalni napor, 0,5% na leto, torej za 0,5% na leto se strukturni primanjkljaj znižuje. To je recimo eno, kar Slovenija v načelu, sicer v proračunski načrti, predvideva, dejansko pa seveda, ko smo govorili o tistih problemih, osnovah, pa ne, pa se od tega oddaljujemo. No, je tudi pravilo dolga, kjer je teh 60% po Maastrichtu dosega samo manjšina držav, ampak obstaja tudi pravilo, kako se tem 60% približujemo za 1/20 letno, in Slovenija je tukaj na dobri poti, tudi zaradi okoliščin, ker se nominalni dolg ne narašča tako hitro, kot pa narašča nominalni bruto domači proizvod. In to če se ga pravilno zračuna, seveda. Ja. In to je tisto pravilo, ki se ga Slovenija najlažje drži, medtem ko je ta 1/20 od razlike med dejanskim in zaželenim dolgom, recimo lahko za Grčijo ali pa za Italijo, dokaj problematična. Dolga pot, ne? Tako je. Tako da zdaj verjetno bodo nova pravila povezana z ugotavljanjem trajektorija zniževanja javnega dolga, z predstavitvijo programov posameznih držav, z njihovo uskladitvijo z Evropsko komisijo, vendar ne verjamem pa, da bodo tako precizna, kot so bila doslej. Tudi slovenski zakon ima strukturno ravnovesje za formulo, vendar je problem te formule, da je teoretično oziroma v idealnih okoliščinah res dobra, v dejanskih pa se lahko sprevrže tudi v nasprotje in deluje prociklično. Tako da je prav, da sprejemamo nova fiskalna pravila, ampak ne glede na fiskalna pravila je potrebno ravnati fiskalno odgovorno, torej paziti na to, da država z svojimi ukrepi nikoli ne dopušča dvoma o tem, da je sposobna obvladovati svojo porabo in svoj dolg. Rekli smo, v tem trenutku Slovenija ne spoštuje fiskalnih pravil, verjetno bi se vlada predvsem izgovarjala na letošnje poplave, rekli smo, morda niso zadnje, oziroma smo imeli zdajle ravno kar nove, pa lahko vendarle ta neka popoplavna obnova, ne glede na to, koliko škode je, 1,5 milijarde, 2,9 ali skoraj da 10, kolikor smo javili v Bruselj, pomaga pri dvigu oziroma rasti BDP-ja z nekimi investicijami v infrastrukturo, z nekimi dodatnimi državnimi investicijami, da sicer je res poraba presegla želeno, pa vendarle hkrati na drugi strani spodbujamo gospodarsko rast. Za mene vprašanje. Za oba. Ne, mislim, absolutno, seveda, zdaj taki projekti, definitivno v bistvu pomagajo vrteti kolo v gospodarstvu naprej. Zdaj, v bistvu, jaz bi še mogoče en korak stran, ker razmišljam v bistvu, kar se tiče, kje država dobi denar za take investicije, brez tega, da bi v bistvu obdavčila gospodarstvo še bolj, kot pač je že obdavčeno zdaj. Mi imamo blazno velik javni sektor. Mi imamo toliko velik javni sektor, da je nevzdržen dolgoročno za Slovenijo. Javni sektor ima povprečno plačo, po mojih zadnjih informacijah, ki je pač višja kot v privatnem sektorju. S tem, da privatni sektor hrani državo, ne obratno. In potem v bistvu se še dogaja neka, ne bom rekel mini vojna, ampak blazno nasprotovanje politike, javnosti in tako naprej proti podjetništvu, kot da pač smo podjetniki tisti, ki smo za kaj krivi.
ne pa tisti, ki dejansko ustvarjamo delovna mesta, ki dajemo službe, ki dajemo ljudem možnost, da delajo, da zaslužijo, da lahko potem v bistvu vzdržujejo svoje družine in tako naprej. In tukaj mislim, da bi Slovenija mogla predvsem razmisliti v smer, kako zmanjšati javni sektor, kako tukaj prihraniti, ker največji izdatki so v bistvu za financiranjem v končni fazi plač v javnem sektorju. In del teh ljudi prezaposliti oziroma dati na trg v realni ekonomiji, se pravi v privatnem sektorju. Kakor smo se prej pogovarjali, manjka IT-ovcev, manjka proizvodnih delavcev, manjka pravnikov, ki bi bili zainteresirani ali pa imeli veliko željo delati v korporacijskih odvetniških pisarnah, kjer so delovniki od zjutraj do zvečer, čez vikende in tako naprej. Je pa to nek daljši proces, seveda, da ti to vse napiša, ne? To seveda, čez noč. Seveda je daljši proces in mislim, da bi tukaj mogla Slovenija predvsem razmišljati, kako dejansko v bistvu del kadra iz javnega sektorja predstaviti v privatni sektor, s tem bi pa rešila marsikjer problem potem naprej. Imeli bi manjšo potrošnjo, imeli bi večjo dodano vrednost, imeli bi več prihodkov v državni proračun in marsikjerga pogovora, ki ga zdaj tukaj imamo, sploh ne bi imeli. Ker visoki davki ne bi bili sploh več potrebni za to, da se fila luknja. Tako da v bistvu tukaj mislim, da je fundamentalen problem Slovenije in tukaj v to smer bi mogla iti. Pa se pa lahko financirajo vsi te dodatni infrastrukturni projekti in druge investicije države, ki bojo ustvarjale potem dodatne pogoje za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Prej smo sicer rekli, da večina gospodarstva se ne strinja z novimi davčnimi obremenitvami, hkrati smo rekli, da zadolževanje tudi ni najboljša pot, da pridemo do denarja, sploh ob teh obrestnih merah, pa vendarle nekateri so rekli, da sploh ob želji Ministrstva za finance, da krepi kapitalski trg, da bi bil recimo september, najkasneje oktober, idealen čas za izdajo teh tako imenovanih ljudskih obveznic, ker bi država na ta način prišla do denarja brez obremenitve druge strani. Ljudje bi dobili visoko obrestno mero, banke bi sicer imele nekaj manj depozitov, pa spet ne toliko, da bi to bistveno vplivalo na vaše poslovanje. Bi bila to dobra rešitev in ali je država zamudila v tem trenutku, ker očitno letos telih ljudskih obveznic, ne glede na obljube, ne bo? Torej, jaz to jemljem v kontekstu spet dveh dimenzij. Ena stvar je napajanje proračuna in proračunskih potreb za tekočo potrošnjo oziroma investicijsko rabo, druga stvar pa je razvoj kapitalskega trga, ki seveda ima svoje nekaj desetletne potrebne spremembe. Mi smo zamudili seveda vsaj 20 let za pokojninsko reformo, ki bi dejansko nadgradila drugi in delno uvedla vsaj tretji steber pokojninski z individualnimi računi, kar bi razmenilo na nek način na dolgi rok seveda pričakovanje iz javne blagajne, ko gre za pokojnine posameznikov. In če želimo razvijati kapitalski trg v izrazito konzervativnem okolju, Slovenci varčujemo v gotovini, v depozitih, vlogah, v bankah in v nepremičninah. Mi smo skozi 22-letno obdobje in imamo skoraj 40% tržni delež pri prodaji vzajemnih skladov oziroma pri stanju naložb v vzajemne sklade, tekoče prodaje imamo krepko čez 50%, uspeli prepričati 9% ljudi, da so investicijski skladi alternativa depozitom. Če želimo dejansko razvijati kapitalski trg, potem je to vrstni instrument v funkciji upismenjevanja. Ker če zaupamo v nek instrument, kot je recimo obveznica, bomo verjetno najprej zaupali svoji lastni državi, upam, ker ko lastni državi nehamo zaupati, potem ne vem, kakšne rešitve še imamo. In bi to vrstna ponudba bila izjemno koristna za upismenjevanje, ker bi veliko število ljudi spet kupilo svojo obveznico. In naslednji korak bi moral biti bil, da kupijo podrejeno obveznico oziroma ne podrejeno redno obveznico kakšne od bank, ki so danes, trdim, korporativno povsem drugače upravljane kot nekoč in so nevarnosti za njihov kolaps bistveno manjše oziroma trdim, da se to zelo težko ponovi, razen če bi šlo do praktično res kolapsa celotne ekonomije. In na ta način seveda gradimo preko obvezniških nekih naložb, ki so varnejše po definiciji, ker imajo tudi drugačen status v hierarhiji instrumentov izdajateljev, kot pripravo seveda potem na izdajo delnic in razvoj kapitalskega trga, kjer bi si želeli, da se 2-3 iz SBC-jeve družine podjetij, podjetniški družini odločijo za neko prvo javno delniško ponudbo, in na ta način prvo javno ponudbo svojih delnic in na ta način vzvodijo rast in s tem razvijamo multinacionalke s sedežem v Republiki Sloveniji. Tako da jaz delim ljudsko obveznico predvsem v kontekstu razvoja kapitalskega trga, ne toliko v portfelju potreb Republike Slovenije 40 milijardnem, 1 milijarda ne naredi velike razlike, enostavno je najeti 3 velike mednarodne banke, tudi ceneje verjetno,
izdati to vrstno obveznico na mednarodnem trgu. Ampak v tem neki psihološki malo zadržanosti po recimo propadu na KBM, po rezanju podrejencev podobno, bi morda bil nek pozitiven psihološki moment, če bi država rekla, to bo denar, recimo da izdamo 2 milijardi, ki bo šel za popoplavno obnovo. Morda bi ljudje na ta način se lažje odločili za nakup tega, kakor če reče, gre za pokrivanje proračunskega primanjkljaja. Ljudje se s tem ne znajo poistovetati, v bistvu ne razumejo tole, razumejo pa, da bo z tega denarja dobila njihova občina nov most. Ali pa rečemo, da bomo s tem denarjem konkretno financirali 3. razvojno os, ali pa s tem denarjem konkretno 2. blok nuklearke, če ga želimo, ali pa kako drugo, elektrarno z obnovljivimi viri. Ker v zadnjih 10 letih, od praktično Mokric naprej, nismo zgradili niti enega večjega energetskega objekta. Pa vemo, da bomo zaprli termoelektrarno v Šoštanju in vemo, da bo seveda tudi blok nuklearke imel svojo življenjsko dobo. Kako bomo kot 3. najbolj industrializirano gospodarstvo v Evropi zagotavljali dostavo energije v pasu 24 ur na dan? Če te družbe ne deindustrializiramo. A bomo deindustrializirali Slovenijo? Slovenija ima s tem, ko ima tako... Ena najbolj industrializiranih... Ena najbolj industrializiranih in z enim od najbolj raznolikih gospodarstv, kar pomeni, da nimamo velikih odvisnosti od posamične panoge. Imamo 2 velika generična farmacevta v globalnem kontekstu. Imamo avtomobilski klaster, Grozd, ki je izjemno potenten. Imamo še vedno primarno pridelavo praktično oziroma proizvodnjo specializiranih jekel, ki seveda so v globalnem kontekstu v svojih nišah pomembne v svojih količinah. Imamo še vedno papirniško industrijo, visoko specializiranih papirjev recimo. Imamo seveda tudi del turizma in tako naprej, storitvenih panog. Imamo še vedno močno finančno industrijo, ki je izjemno potentna in potencialno izjemno propulzivna. Mi se ne zavedamo, da so slovenske NLB recimo in pa seveda zavarovalnice delujejo na trgih, kjer globalnih igralcev ni. Mi delujemo na trgih, kjer ni JP Morgana, kjer ni Barclaysa, kjer ni nemških bank, kjer se Societe Generale umaknil, odkot se je umaknil. Imate 2 italijanski, imate 1,5 avstrijsko, pa 1 madžarsko banko. Pričemer je italijanska razmišljala, da bi morda... Pa še te ne vejo, kaj bi, in ne vlagajo nujno dosledno, razen mogoče kake. To so izjemne priložnosti, pred nami je brisan prostor. Realno. In če bi se tega vsi skupaj zavedali, lahko na ta način skupaj gradimo seveda te zgodbe. Tako da seveda gradbeništvo se prej omenjeni ima multiplikativni učinek, to bo profesor bolje razložil kot makroekonomist potencialno, ampak če gre za prave stvari, če gre za produktivno, jaz imenujem produktivno infrastrukturo, po to imenujem še vedno manjkajoče kljub vsemu avtocestne odseke, nadgradnjo železniške in energetske infrastrukture, ker zelenega prehoda brez nadgradnje omrežja ni. Ga ne more biti, ker omrežje že zdaj ne more absorbirati vseh solarnih elektrarnic, tudi gospodinjskih objektov. Tam na našem štajerskem koncu praktično zavrača po defaultu skoraj že nove priklope, ker enostavno omrežje ne prenese novih priklopov. Kaj nam bo pospešek v solarizaciji, če omrežje tega ne prenese? Kaj so nam spodbude in javno promoviranje to vrstnih rešitev, če potem 20 ali pa 30% ljudi dobi odgovor, da tega ne more izvesti? To je kontraproduktivno v bistvu. In potem ves zeleni prehod zgubi smisel. Še večji izziv, ki bo pa največji izziv, bo pa demografski prehod. Mi smo lani imeli 17.400 Slovenk in Slovencev rojenih, 22.500 pa umrlih. To je minus 5.100. Ampak imamo pozitiven priraz zaradi selitev. Začasen. To priseljevanje je začasne narave. Mi smo odskočna deska za Evropsko unijo. Za profile, ki so zdaj bili iz Balkana, zdaj pa več ne bodo z Balkana. Zadnjič me je postregel v hotelu Union kavarni nekdo iz Azije, v angleškem jeziku. Se pravi v centru Ljubljane, v enem od prestižnih hotelov. Se pravi, to prihaja in tega se mi Slovenci ne zavedamo. Na Hrvaškem je tega tako, kot v vsakem hotelu. Na Hrvaškem je več tujcev registriranih letos, kot je nezaposlenih. Je več pa v Srbiji. Prvič v zgodovini je več registriranih zaposlenih tujcev, kot je nezaposlenih Hrvatov. Se pravi, ta trend prihaja tudi k nam. Pri taki demografski sliki, če želimo ohranjati medgeneracijsko pogodbo, če ne bomo svojih ostarelih doma oskrbovali kot nekoč, potem bomo morali v to državo pripeljati v naslednjih 20 letih med 200 do 250 tisoč ljudi. Poprečna slovenska družina ima 1,5 otroka, vsi vemo, da matematično je 2,14 potrebnih za enostavno reprodukcijo. Tako preprosto to je. To je preprosto dejstvo.
In temu se ni mogoče izogniti. Ali bomo brez tega ne bo natalitetnimi ukrepi, ne bo pokojnin. Z natalitetnimi ukrepi uspeti cilj dosegati, sicer bomo pa jih morali s priseljevanjem. Ne? In ali smo pripravljeni na ljudi z drugačnim religioznim, kulturnim poltjo ozadjem sprejeti z odprtimi srci in glavami. Slovenke in Slovenci, izrazito konzervativna bitja, ki počujemo skoraj samo izključno zgodovino. Mislim, o tem se moramo začeti resno spraševati. Kdo bo polnil proračun, na kakšen način ga bo polnil, kakšno bo njihovo kulturno vedenje v tem družbenem okolju. Ali bodo asimilirani, ali ne bodo asimilirani, kako bomo z njimi sobivali, ker jih bo 10 do 15%. Ne več, samo toliko, kot jih je bilo do zdaj. Vsekakor je treba neko strategijo narediti. Hvala lepa vsem trem za tale izčrpna pojasnila. Zdaj jih sveta pa slovenskega proračuna in davčne politike sicer nismo rešili, morda pa vseeno kdo sliši kaj od tega in morda še enkrat razmisli o svoji odločitvi, preden se vsi ti zakoni sprejmejo. Torej še enkrat hvala lepa vsem. Hvala lepa. To je bil še en SBC Aktualno. Vabljeni k poslušanju oziroma gledanju ter seveda do naslednjič. Hvala in srečno. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.